Kaj to pomeni? Večinoma, pogosto se dogaja, to so zelo taki praktični na sveti, da jaz, ko svetujem, ko delam s podjetji, prvič si niti ne zabeležijo stran, ki pridejo. Kaj še da bi jih obdelali? To so lahko, recimo, jaz sem delal 3 leta za turistično agencijo, sem posvetovalcev prave. Kaj mislite, da so v tisti agenciji, pa tudi v ostalih, si zapisali vsaki stranki, ki je prišla v agencijo, pa se zanimala za storitev, bo vzela katalog. Nisem. Če ti, Aleš pride v agencijo, vzame katalog, jasno, da ne bo kupil. Zakaj ne bom kupil? Zato, ker sem moški, zato, ker ženske odločati v večini nakupov na tem planetu. Še hujše, če jaz grem v lesnino, po kavč. Prodajalcu je skoraj brez veze, da mi jih razkaže. To še v redu ne pokaže, kaj ima, ampak to je samo zato, da bom jaz znal ženi povedati, kaj vse imajo, pa da bo šla skup pogledati po kupina. Kako približno to dela. Samo kaj moramo takrat narediti, je turistična agencija, pa kjerkoli. Tudi imate en kartonček, izpolnite podatke, pa sodelujete v nagradnem žrebanju dali za 2 osebe. Pa ste mogoče žena pa je, ok, važi, pa bom izpolnil. Ampak polno je vse možnost, da me kdaj še kontaktirajo, sicer sem pa odšel, ne vem, kdo sem bil, sem pa zelo dragocen, ker poznam lokacijo, ker sem že enkrat bil tam, ker poznam njihovo ponudbo in če tokrat nisem skupil, bo mogoče da drugič, samo če ne vejo, kdo sem, nimajo te možnosti, da bi me obdelali, kako tukaj piše. Kreirajte malo produkte za 5%, pa za 20% vaših strank. Dvigajte roke vsi, ki imate zlato kreditno kartico, kakršno kot. No, kar dajmo. Ja. Ne vete noči. No, ok. Noči. Ampak zagotavljam vam, da se tukaj 20% takšnih, ki imate zlato kreditno kartico. Dvigajte roke tisti, ki imate najboljšo opremo v svojem avtu. Torej, da ste izbrali, tudi če je Fiat Punto, ampak da ste izbrali malo boljšega Punta. Pa tiskamo Mercedes, da se izbrali tazga Mercedes, da je vse usnjen pa bele delke. Zato, da ste izbrali nadstandardno opremo. To pa lahko ste isti, ja se vas vidim. Ampak kaj je nauk vsega skupaj? Tudi vaše stranke, ali 5 ali pa 20%, odvisno od tej kategoriji govorimo, so pripravljene plačati več. In vi morate kreirati produkt za njih. Tudi če prodajaš mobilni telefon, narediš pa zlatega s podpisom, pa bo spet 5% stranke bodo želele plačati za ta zlat telefon. To vam želim povedati, da v vsakem poslu so stranke, ki so vsi so pripravljeni plačati več. Eni hoče navadno plombo, drugi hoče belo, tretji hoče zlato. Danes sem se pogovarjal, nisem videl eno punco, ki imela že tle nekaj svetlečka. Ne več persika, pod zob se je svetlečka. To je to, 5% stran. Zdaj, ki sem že glih persik, se spomnil. Ampak tetoviranje. To je najboljša stranka za tattoo studio. Jaz, ki nimam nobenega tatuja, ali tip, ki je že 90% po tetoviranju. Tega se morate zavedati tudi vi. Da mnogokrat je brez veze iskati druge stranke, ki boste zelo težko dobiti, jih morate na nov prepričati. Vaše najboljše stranke znajo biti obstoječe stranke. In to se spomnite, vsak tatu, ki ga boste zdaj naprej videli po svetu hodil, ali pa piercing. Najboljše stranke za tatu studio so tisti, ki so že tetovirani. Najboljše vaše stranke so tiste, ki so že zdaj kupovali pri vas. Zdaj je več storitev, okoli 15% ljudi kupi, spet znanstveno, statistično dokazano, v praznem prostoru pište, če jim ponudite, če jih vprašate. A boš juhca, če babi zna vprašati, še večji odstotek hodi. Ampak če ne vprašate, ne boste prodali. Komunicirajte pogosteje, ko mi morate ne verjeti, ker lisati preveč težiško pošto. Specializacija je tudi zelo pomembna. Za zdravnikom sem povedal, kako lahko takoj povečajo ceno svojih storitev, pa nišče ne bo zamiral. Vsi bodo navdušeni, z veseljem bodo pričali več. Sem rekel, eden od vas se nekaj oglasi in mi reče, jaz sem specializiran za tiste, ki imajo sladkorno bolezen. Za bolnike za sladkorno bolezen. Če imaš sladkorno bolezen, kjerno zdravniku bo šel? Običajnemu detergentu, mislim, za zdravniku, tistemu, ki je specializiran
za tako narediti. Specializacija večinoma pomeni, da boste imeli bolj lojalne stranke, pa da boste lahko zaračunali več, pa da bodo z veseljem več plačali. Samo specializacija mora biti smiselna. In ta primer, ki sem vam povedal, je resničen. V Ameriki so zobozdravniki specializirani za bolnike z diabetesom. Kasirajo pod vojno. Večinoma pa so posegi isti, da se razumemo. So določene razlike, ne? Ampak večinoma je to isti šok. Samo specializacija res deluje. Povečate bolečino ob odklopu. Zakaj mi ne zamenjamo vsak teden računovodskega servisa? To je dosti boli, ne? Tudi ne zamenjamo elektrodistributerja, zato ker se ti brez veze, pa to bo preveč. Ne zamenjate banko, jaz nisem Ljubljanske banke zamenjala, čeprav nisem na 2 leti veliko denarjamo na računu, 2 kartice sem jih poslal, vse veste, kako to, ne? Pa se mi ni dal. Zato, ker sem rekel, kdo bo to vse, pa plačal se bo moral drugam nakazovati tako naprej. Ampak ta bolečina v odklopu ni nujno, da je prisiljene narave. Če ste naročnik recimo na delo, da ga lahko objavite kar takoj. Ampak kakšna je bolečina v odklopu? Pa nam več on ne dobil, pa poleta ne bom dobil, pa sobotne priloge, pa financial time ne bom dobil, pa ne bo še neki čas. Tudi vi morate tako dobro delati s strankami, da jih bo ful boleti, če bodo hoteli odideti od vas. Se prav, zamislite, ne? A je zdaj čisto simpel, enostavno odideti od vas, ali pa boli, boleti mora. Žal jim mora biti, odide od vas. Nekaj morate narediti, da jim bo žal. Ampak, a se več se razumemo? Vse etično moralno, pa tako, da gre za lep prijateljski odnos. Ta način bolečine je pri elektropodjetju mi ni všeč. Razumemo, je pa dober primer, da boli, ne? Jaz pa več ne bom plačeval elektrike. Neč hudega, ki bodo odklopili. Bolečina je huda, ko se odrečeš njihove storitve. Mi govorimo o drugi vrsti bolečini. Ne vdajte se, ok, to, pa gled, kdo se bolečil, gled, kdo bo delal. O čem ne povem, se veste, da sem pristaš. Izobraževanja, če enkrat 20% Paretovo pravilo, ko sem vam že namigno, 20% vaših strank že ni plačati več, zdaj pa ne bomo dogovorili tudi zrabi časa. Ali pa oblačili, 80% vaših oblačil lahko mirno vlačite v smeti. To je malo pomisliti. Kdaj ste na zadnjem oblekali večino vaših oblačil? Da jih imate v omari, ki mislite, da bodo enkrat prišle prav. Pa ne pridejo prav, pa mogoče zelo, zelo redko. In zdaj treba, vsak od nas mora dobro premisliti. In tukaj tudi sam sebe, vse čas sem prav jezel na sebe, predvsem pri izrabi časa. Kar nekako počnemo stvari, ki niso produktivne, ki niso tiste, ki nam v resnici prinašajo denar in rezultat. Tako fino imam maile pregledati, pa malo surfati, pa kakšne knjige prebrati zdravo, pa malo časopis pregledati, pa poklicati še ga frenda, pa zdaj še lep vreme iti na kavico in tako naprej. To je vse v redu, to moramo delati. Sem zavedati se moramo, katerih 20% naših projektov, katerih 20% naših strank, katerih 20% zrabe časa nam prinese na koncu najboljši rezultat. Da ne bomo tako kot tista muha, ko se zaletava za steklo. Mi moramo početi delati tiste stvari, ki nam dejansko prinese najboljši rezultat. Plus, ko se par dni znam nadzorovati, recimo, pa vi tudi vsaj enkrat na leto ste izjemno produktivni. Dan. En dan pred dopustom. Vse pošljite v tem. Vse. Delate, zamislite si, da bi tako delali vaš čas, kakvi seminar, nač računali, če bi žiro račun,